En lep pozdrav po daljšem premoru. Prav danes, ko se vam oglašam iz Strasbourga, obeležujemo Mednarodni dan demokracije. Odločitev o obeležju tega dne je bila sprejeta na Generalni skupščini Združenih narodov leta 2007. Cilj pa je izpostaviti in promovirati prednosti, ki jih prinaša demokratična oblika družbene ureditve. Glede na to, da se v zadnjem času med ljudmi neupravičeno širi nezaupanje v demokratične inštitucije, med njimi tudi do parlamenta, ter določena strankarska utrujenost, je to še toliko bolj pomembno. V vsesplošni krizi je v krizi tudi zaupanje v demokracijo, zadeve niso preproste, a se je vredno truditi za rast kulture strpnosti in demokratičnih odnosov nasploh. V plenarni dvorani so nas pričakale številne zanimive teme. Nekatere so bile žalostne, kot denimo 10. obletnica terorističnih napadov v Združenih državah Amerike. S trenutkom tišine smo se spomnili tudi vseh žrtev junijskega terorističnega napada na Norveškem. Sicer je delo naše delegacije v tem tednu najbolj zaznamovalo iskanje podpore za nominacijo Borisa Pahorja za nagrado Saharov, ki jo Evropski parlament podeljuje že vse od leta 1988. Čeprav so se politične skupine odločile, da bodo za letos predlagali nekoga iz tako imenovane arabske pomladi, se je za slovenski predlog odločilo kar 52 poslancev iz kar 19 držav Evropske unije. To je edina nominacija za nagrado, ki je bila vložena z individualnimi podpisi poslank in poslancev. Nagrada bo podeljena sredi decembra. Sicer je bila glavna tema kriza evroobmočja. O tem smo se poslanci pogovarjali s predsednikom Barrosom in predstavniki sveta poljskega predsedstva. Za njihovo reševanje so potrebni tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Večina poslancev se je zavzela za močnejše gospodarsko upravljanje, saj ni mogoče ohraniti trajno stabilno monetarno politiko brez skupnega upravljanja z gospodarskimi resursi, ki jih premoremo v Evropski uniji. V tem kontekstu je celo nastala ideja o tako imenovani gospodarski vladi, vendar sta se tudi glede tega oblikovala dva pristopa. Eni hočejo več Evrope, več regulacije, več proračuna, več upravljanja, drugi pa vsega tega manj in več svobode in posledično seveda tudi manj solidarnosti. Na seji predsedstva z vodstvom nacionalnih delegacij sem opozoril, da imamo krizo dogovarjanja med nosilnimi EU inštitucijami, kar bo poglobilo krizo delovanja teh inštitucij. V tej krizi se, to je treba jasno povedati, zrcalijo interesna nasprotja med razvitim severom in manj razvitim jugom Evropske unije. Dolžniška kriza članic evroobmočja ima vpliv tudi na sprejemanje evropskega proračuna za naslednje leto. Ob robu tega je odmevalo skupno pismo 8 držav članic, med njimi Nemčije, Velike Britanije, Francije in Italije, ki so se zavzele za bistveno manjši proračun v naslednji finančni perspektivi. Evropska unija je na razpotju in drugo leto bo zanimivo tudi v tem smislu, kateri model nadaljnjega skupnostnega bivanja bomo Evropejke in Evropejci izbrali. V nadaljevanju zasedanja smo se zavzeli za večjo pomoč Libiji pri obnovi države in pozdravili odločitev o prepovedi uvoza nafte iz Sirije v Evropsko unijo zaradi nasilja tamkajšnjih oblasti nad civilnim prebivalstvom. Pa še kakšne bolj življenjske teme. Do zime nas sicer loči še nekaj koledarskih tednov, vseeno pa je že treba počasi misliti na ogrevanje. Vsak od nas skuša na svoj način obvladati tovrstne stroške. Eni z boljšo izolacijo in manjšo porabo, drugi tako, da obrnejo termostat na nižjo temperaturo, tretji spet drugače. En kamenček v ta mozaik smo dodali poslanci s sprejemom uredbe o celovitosti in preglednosti energetskega trga. Ta uredba ureja trgovino z energijo na debelo v Evropski uniji in želi preprečiti morebitno protikonkurenčno ravnanje trgovcev. Če se le-ti med seboj dogovarjajo, bodisi o cenah ali količinah, ima lahko to neugodne posledice za končne porabnike in njihov žep. Nadzor nad temi transakcijami bo izvajala Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki ima sedež v Ljubljani. Spremenjeno uredbo pa smo dodelili več pristojnosti še eni evropski agenciji. Gre za Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, ki jo s kratico označujemo kot Frontex. Agencija je bila ustanovljena leta 2004 in ima sedež na Poljskem. Kot pove ime, Frontex zagotavlja usklajevanje dejavnosti držav članic pri izvajanju ukrepov skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja in s temi krepi tudi varnost meja. Spremembe združujejo dosedanje različne enote in skupine in uvajajo tako imenovane skupne evropske mejne patrulje, s čimer bi se naj izboljšala učinkovitost dela. V skladu z novimi pravili se bodo države članice morale odzvati in zagotoviti osebje
ali opremo, kolikor bo agencija to zahtevala. V plenarni dvorani sta nas nagovorila tudi poljski predsednik Bronislav Komorowski in direktor Mednarodne organizacije za delo Juan Somavija. Poljski predsednik je imel dober proevropsko usmerjen govor. Gospod Somavija pa je pred srečanjem ministrov za delo in zaposlovanje držav G20 spregovoril o socialnih dimenzijah globalizacije. Med drugim smo razpravljali še o tem, kako najbolj zaščititi okolje pri črpanju nafte in plina v globokih vodah. Nadalje pa smo se zavzeli za večjo podporo podjetnicam, ki vodijo majhna in srednje velike podjetja, pa tudi za pomoč ženskam starejšim od 50 let, da ostanejo ali pa se vrnejo na trg dela. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav iz Strasbourga.